Zdaj pa gremo malo na politiko, da se malo zresen. To je bil zdaj cirkus, zdaj gremo pa na drug cirkus, ampak gremo. Robertu Golobu in Gibanju Svoboda je minuli vikend uspel en poseben dogodek. Imenoval se je Festival Svobode. Predvidevam, da so tudi tam brez hlač okrog skakali. Svoboda! Fraj Körperkultur. Po nemalo zapletih s kandidatno listo so danes na prvem festivalu Svobode v Zbiljskem jezeru le predstavili imena kandidatov za evropske poslance. Dolgcajten Ben je bil enak. Vsaj med uradnim delom ne. No, uspelo pa jim je celo dve stvari speljati, kar je glede na pretekli 2 leti kar redko. Pripravili so svojo prvo politično ljudsko veselico in nekaj, kar je bilo še prejšnji teden utopija. Nabrali vseh 9 potrebnih kandidatov za evropske volitve. Potrebnih kandidatov, ki so bili potrebni za evropske volitve. Je pa res, da je z njihovo listo kandidatov še nekaj porodnih težav. Recimo, kdo bo na katerem mestu. Zato so se razširile govorice, da bo številka 1 pripadla znanemu porodničarju iz Postojne. Baje naj bi bil jaz nosilec liste, ampak direktno nisem dobil še danes te informacije od naših. Pa novinarji, a lahko nehate buzerirati boge ljudi? Prejšnji teden ste pritiskali na njih, ker ste hoteli izvedeti imena kandidatov, zdaj sprašujete, kateri so po vrsti. Pa dokdaj še? Pa dokdaj bo še tako? Je pa res, da bo nosilec liste stopil v velike čevlje. Najprej bila za to vlogo mišljena Urška Klakočar Zupančič, se pravi ne velike čevlje, rdeče čevlje, ki pa noče v Bruselj. In nisem prepričan, da jo kdorkoli dostojno nadomesti. Doktor Merlo po mojem težko. Mogoče bi pa to uspel mojem nekdanjem sodelavcu in prijatelju Marjanu Šarcu, ki se je tik pred zdajci znašel med kandidati. On sploh vedel ni. Kaj? A res? No. Kaj je povedal? Saj veste, v življenju je treba vedeti, kdaj kam kaj paše, ne? Ko bomo napadli Bruselj, če uporabim ta obrambno-varnostni izraz. Danes v Švici, jutri v Bruslju, Ampak, a on ve, da ga hoče v Bruselj kot poslanca poslati, ne pa kot generala, ki bo napadel sedež Evropske unije. Mislim, da je Marjan v enem filmu, Bitka za Bruselj ali kaj podobnega. Neki mu špila. Čeprav, če bo izvoljen, je to še zmer boljše, če bi ga izvolili in bi v Bruslju špilo kakšno EU verzijo Serpentinška. Kaj je von der Leyenova? Kaj je von der Leyen? Predvidevam, da je preostanek festivala Svobode, jaz bi mu rekel Tomorrowland, minil brez incidentov. Da pa je bilo negotovosti še več, je na dogodku, kjer se je zbralo okoli 800 članov in simpatizerjev stranke Svoboda, zmanjkalo elektrike. Odrski program so začasno prekinili. Čakaj malo. Na pikniku guruja slovenske energetike je zmanjkalo štroma. Jaz grem staviti, da so to za našo oddajo naredili. Ne moreš se večje šale spomniti, kot je to. In kaj pravi sam? Ampak kaj se je zgodilo, ko smo mi naredili vse digitalno? Isto kot danes, kjer je svobode ni štroma. Ok, kjer je svobode ni štroma, sam on se nasmejal, da je to dobro. Pa je tudi ob ustanovitvi stranke Svoboda zmanjkalo elektrike. Res? Pa je na vladi že 2 letni elektrike. Upam sam, da je Čevapčič pekel na oglje, ne na elektriko. Ampak svobodnjaki so izkoristili vsaj prednost, da so na oblasti in so na Agenciji za okolje naročili poletno vreme sredi aprila. Za razliko od opozicijske SDS, ki je 2 tedna prej na kongresu scal dež, ta zadnje miši. No, seveda je bilo tudi to veliko bolj zabavno kot na kongresu Desusa. Se spomnite stranke Desus? Ja. Kako prsiljeno ste rekel. V glavnem, upokojenska stranka, ki jo je vodil Karl Erjavec in je leta sedela v levih in desnih vladah, pa so izpadli iz parlamenta, zdaj pa se jim je tole zgodilo in to ni hec, citiram, stranko upokojencev najela dvorano, potem pa je pozabila sklicati kongres. To je to, ker si v letih pa probaš organizirati žur. Ne?
Fanci, imaš čevapčič? Mam. Imaš pir? Mam. A prijatelje s povabu? A ja. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.